Ja, tako, če ste si zdaj dobro pogledali video spot od našega prvega gosta oziroma gostov, ste mogoče že prepoznali skupino, ki bo danes z nami. Nažalost, zaradi vseh teh razmer je z nami samo en član skupine. Iz skupine Erosi je z nami Matej. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen tebi in vsem gledalcem TV Celja. Zdaj, kot skupina Erosi prvič premierno v naši oddaji. Nažalost, samo prvič, ne? Ja, tako je. Vesel sem, da si našlo vabo. Mogoče bi za začetek, preden mi začnemo s pogovorom, vse tiste, ki mogoče vas še ne poznajo, ne, malo predstavlja vašo skupino. Sicer ste 4-članska skupina. Poleg tebe v skupini še Miha, Dejan in pa Jože. Zdaj, kaj več boš pa verjetno ti nam povedal? Ja, takole, Erosi že v bistvu že delujemo dobrih 6 let. Lansko leto smo praznovali 5. obletnico in jo obeležili z enim takim koncertom v Slovenskih Konjicah, Valentinovo z Erosi, ki ga prirejamo vsako leto. In koncert je res uspel. Verjetno ga bo možno tudi videti na vaši televiziji. Tako da Erosi delujemo kot vokalna zasedba 4 članov, 4 fantje smo in smo med seboj tudi zelo dobri prijatelji, tako da nam glasba in, bom rekel, neko zasebno življenje in prijateljsko življenje sovpada in smo res, bom rekel, veseli, da delujemo na tem področju in da ustvarjamo avtorsko glasbo, ki jo upam, da ljudje dobro in zelo radi poslušajo. Rekel si, 6 let ste dobri prijatelji. Kako ste se pa spoznali že odprej, ali je bilo to prek kakšne avdicije, da ste... V bistvu vse skupaj sega že malo dlje od teh let. Že prej smo bila z Dejanom sošolca v srednji šoli in kasneje na faksu. Potem pa je nekako bila situacija takšna, da smo začeli prepevati takle v prijateljskih družbah, pa smo rekla, bi bilo fajn, če bi mogoče zapeli takle fantje, en tak kvartetek naredili in sta bila prej že ena druga 2 člana zraven, tudi sošolca. Ampak potem so se poti razšle in takrat še nismo imeli seveda tega imena. In je nekako zadeva prišla tako daleč, da je rekel Dejan, kaj če bi malo bolj resno zadevo zastavili. In sem se spomnil enega prijatelja in to je bil Miha, že odprej smo se tudi poznali iz teh vod. Je igral prej še pri ansamblu, potem kasneje pri ansamblu Vikend in smo njega poklicala in se res pozitivno odzval. Potem smo bili 3, tako smo rekli, fajn zveni, kaj pa basista rabimo, ne. Basist, to je pa temelj enega tega ubranega 4-glasnega petja. In Dejan je nekako prišel na idejo, da bi to lahko bil Jože, ki sta tudi igrala že prej v eni godbi Zreče skupaj. In tudi on se je pozitivno odzval in smo tako začeli eno tako lepo prepevanje. Zdaj pa bomo še malo o imenu, ki je zelo zanimivo. Je to vedno iz grške literature? Ja, tako je. Eros vemo, kaj pomeni, ne, ampak... Tako, to je Bog ljubezni, ampak to je tudi prišlo po naključju do tega imena, kajti zbirali smo predloge, imeli smo na pladnju veliko imen in splet okoliščin je bili smo na enem nastopu in je prišla ena punca mimo in je rekla, jaz imam za vas ime. Nič A brez imena v bistvu nastopali? Imeli smo drugo ime, ampak zdaj se ne spomnim točno, ker takrat še nismo zadeve tako resno zastavili. In je rekla, mi smo bili včasih en band Eros. Eros, rock band. Ok, mi študiramo, to je šlo mimo en dan, 2. In je rekel, Miha, to je super, bom jaz kar naredil profil na Facebooku. Evo, in smo bili na začetku potem skupina Eros. Ampak po vsem tem, po vseh teh letih, po nastopih, smo se lani odločili, da zadevo zastavimo in budimo Erosi, ker nas vsi tako kličejo. Noben ne reče skupina Eros, rečejo Erosi, to so pa Erosi. Ok, in smo tudi to naredili zdaj, ja. Prihajate pa tukaj iz Celjskega, ne?
Ja, v bistvu smo tule iz širše oziroma daljne okolice. Slovenija je tako majhna, da to ni, bom rekel, to smo res blizu. Dejan iz Celja, Miha iz Vitanja, Jože s Konice iz Žalca, tako da vse skupaj je tako. Se tudi lažje tudi dobite skupaj na vajah in tako naprej. Ne? Enkrat do dvakrat tedensko, redno, pa tudi večkrat, sploh v zadnjem obdobju. Ko ustvarjamo res nove projekte in smo, bom rekel, skoraj vsak dan skupaj. No. Ja. Zdaj v teh letih vašega nastopanja se je ogromno nastopov nabral, kjerga bi si pa moč ti osebno, recimo najbolj, da si ga najbolj zapomnil? No? Ja, v teh letih je bilo res veliko nastopov, teh privatnih, ki mogoče se ti vtisnejo v spomin. Predvsem si zapomnim, saj jaz osebno, teh večjih koncertov lani, ko smo bili na Muzejskem trgu v Celju tule. Ta je bil res nepozaben, ker toliko ljudi, pred tolikimi ljudmi prepevati. To je bilo res, za decembra? To je bilo sredi avgusta. No? Avgusta, poletje. Tako da tudi letos, poletje v mestu v bistvu, ne? Tako, to je bilo prvič premierno, ampak organizator Finkram DO je tudi naš organizator koncertov in nastopov. Letos prireja tudi na istem mestu, na isti lokaciji 21. avgusta na Muzejskem trgu v Celju. Upam, da bodo ukrepi takšni kot so, da se bo to sprostilo za več ljudi, kot je trenutno. Mi upamo na najboljše. Zdaj, sicer je malo oguljeno, ampak vseeno vsakega malo povprašam, kako se je s tem čudnim časom, te 2 meseca spoprijel, kako je bilo pri tebi oziroma vaši skupini, je bilo kaj recimo napetosti, slabe volje zaradi nenastopov? V bistvu nekako smo sprejeli to kot dobronamerno in vsak je, bom rekel, se posvetil privatnemu življenju, še mogoče družinam in doma smo, bom rekel, nismo počivali, smo se slišali, videti se nismo mogli razno... Kakva vaja prek Skypa? Smo se čuli prek, bom rekel, prek Skypa, ja. Ampak kakšen mesec pa pol je pa res bilo, bom rekel, malo zatišja, kar se tiče samega dela. Po dolgem času v bistvu, ne? Ja, ampak bom rekel, da smo se malo spočili, malo smo čas posvetili družinam in bom rekel, zdaj pa je res, smo nazaj na starih tirih, se mi zdi. Zdaj pa čakate samo, kdaj bo država dala zeleno luč. Tako, tako. Super. Zdaj se bomo tako kot vsaki oddaji, tudi tebe čaka naš znameniti kviz. Upam, da si preštudiral literaturo, tako kot vsi naši gostje. Najbolje, da kar začnemo. Si pripravljen? Upam. Ok, super. Gremo, da kviz. Ja, tako tudi Matej podira danes rekord skupine Bebop, se še kar držijo in danes je zadnja priložnost, tako da upam, da je Matej bo zbran in da bo svoj veliko točk. Gremo, šport, spremljaš? Šport bolj malo, no, v bistvu bolj malo spremljam zelo vso sceno, ampak upam, da bom verjetno. Vse to je za nazaj, ne? Aha, za nazaj. Soči. Sočijo so bile olimpijske igre. In takrat smo osvojili največ medalj od vseh olimpijskih iger. Takrat je bilo res nora bera, Tina Maze in tako naprej. Koliko medalj smo pa takrat osvojili vse skupaj v Sočiju? Bilo jih je kar nekaj, ne? Ne rabimo zdaj imensko povedati kdo, ampak samo koliko jih je bilo, ne? Zdaj si me najdo, ne? Ja. Da smo pa tam. V bistvu mislim, da jih je bilo 6. 6. Zdaj odgovor. Daj mi pomagi. Ampak prvi odgovor za 5 točk je 6. Zadnji odgovor. Rečemo 5. Rečemo 5. Blizu, ampak žal ne. 6, 8 ali 10. 8. Zadnji odgovor. Zadnji. Drži, točno 8 medalj. Vemo, Tina, potem bilo biatlon, deskanje in da je to, ne? Vsak po 2 in to 8, ne?
Ok, gremo zdaj na geografijo. Kratica za denarno enoto v Bosni je? V Bosni. Spet si me najdel. Nisem še bil v Bosni. Nisi še bil, jaz tudi ne. Ne. Nikoli slišal. Mislim, da so bosanske marke ali nekaj tega. Ampak kratica je? Tudi mi moraš pomagati. Ne bo šlo, ne? Ja, ali je bam, tam ali lam? Verjetno je BAM. Verjetno je bam, tako, ja, tu si ne moreš kaj komentirati, tako je, ja, bam je, ja. Tako. Bosanske, Bog ve, kaj to pomeni, ne? M so verjetno marke, B je pa Bosna, A pa, nimam pojma. Amerika. Amerika, bosansko-ameriške marke. Ok, koliko zvezdic lahko vidimo v grbu Evropske unije? Se pravi, ima tisti moder in v krogecu so tiste zvezdice. Zdaj članic Evropske unije kar nekaj. Ja, Mislim, da je tudi zvezdic potem toliko. koliko pa je članic? Pa ali je zastava nastala potem, ko so vse članice dodali, ali je bila že prej? Mislim, da je bila že prej, ne? Ja, Ker tako da je pol ni toliko zvezdic, ne? verjetno, ja, seveda ne, Ja, logično. malo preveč, ne? Pomagaj mi. Ampak nekaj moramo reči. Za 3 točke, mislim za 5. Za 5 točk. Mogoče ti pa po sreči, ne? A, B, C ali... Ampak kaj bi rekel iz prve žoge? Koliko je teh zvezdic? Zdaj Imaš mislim, zastavo v glavi, ne? Ja, zdaj mislim, da jih je... Zdaj 28 jih ni, ne? Ni jih. Mislim, da jih je... Koliko? 22? 22. Zadnji govor. Zdaj. Ja, zvezdic, ja. Zvezdic, ja. Članic, Ja. pa, ja. Rečemo tu nekje, no. Ne vem na pamet. Malo preveč, ne? 12, 14 ali 16. Aha, 16. Zadnji govor. Verjetno. 12. 12. Ja. Ja, ta zastava Vedel- se je že takrat oblikovala po prvih 12 in Vedel sem, da- takrat so jo sprejeli, ne? Vedel sem, da je dvojka. A ja. Škoda, ne? Ampak vseeno, imaš še vedno 6 točk. Ok, gremo zdaj na glasbo, ne? In sicer smo pa na EMI. Spremljaš kaj EMO? Si jo kdaj? Sem Aha, večkrat ok. gledal, ampak Bolj zgodovinsko, ne? spet si nisem kaj zapomnil, Aha. verjetno. V Sloveniji je mnogo izvajalcev se večkrat pojavili na EMI, večkrat so probali, ne? Katera je pa tista izvajalka, ki je pa največkrat nastopala na EMI? Ženska. Med vsemi, ne? Bom rekel, se pravim, slovenska izvajalka, ne, seveda. Se pravi EMA, ne? Tako, ja. Ja. Največkrat je poizkusila srečo in je enkrat potem celo uspelo. Aha. In je šla na Eurosong, kjer pa... Zdaj najbolj sem si zapomnil Nuše Derende. Ja. Eva Boto. Bila je tudi verjetno Darja Švajger. Ampak večkrat na EMI. To pa, tudi, to so kar podrobnosti, Ja. to, ja. Pa enega rečemo, eno, kjera bi bila velikrat na EMI. Mislim, da je bila tudi Tinkara Kovač. Damo njo? Ne vem, ko ne vem, če imaš spet možnosti, A, B ali C. Ja, ampak direktni odgovor je 5 točk, če bi se ti zdaj posrečili, ne? Aha. Tako da moramo nekaj ugibati, ne? Pa rečemo Tinkara Kovač. Tinkara Kovač, ok. Žal ni bila tolikrat, ne? Imamo pa še Nušo Derendo, ki si jo omenil, Aljo in pa Regino, katera je bila pa največkrat od teh 3. Mislim, da je bila Regina. Točno. Regina je bila največkrat, 6 ali 7 je poskusila, enkrat je pa ratal, ne? Super. Evo, imamo 9 točk in sedaj, če jih imaš še 5, 14, boš že kar v samem vrhu. In sicer, koliko let je imel ob smrti, ne,
Kurt Cobain. To pa točno letnico vem, da je umrl. 94 leta. Koliko je bil star? Mislim, da je bil star. Bil je mlad, ne? Mislim, da ne vem, če je bil 25. Zadnji odgovor. Ja, rečemo, 25. No. Žal malo premal. 26, 27 ali 28? Pa je bil pa 27. Drži. 27 let je imel, ko je nažalost umrl. Evo, 12 točk. Jaz sem zadovoljen, ti. Ja, super, Dobro lahko ti bi je bilo šlo. boljše, ampak Ja. določena področja, bom rekel, Ti ne ležijo, ne? Ali pa je zmanjkalo malo sreče. Ne? Okay. Zdaj, pred samim pogovorom smo si zavrteli en vaš komad, in sicer z naslovom Haleluja, ki ste ga aprila objavili. V eni cerkvi ste to posneli. Ne? Tako. Ta komad ste si izbrali zato, ker je tako znan in ste hoteli... v bistvu je zelo zaželen bil na naših nastopih in smo rekli, naredimo eno svojo priredbo. Komad se zelo izvaja na naših nastopih in smo rekli, naredimo en cover pesmi in smo šli v cerkev v Trbovlje. Tako da tam smo posneli to in kar dobri odzivi. Ja. Takrat se je še lahko snemali? Ste že verjetno... Ja, to je že bilo, to je bilo lani. Aha, pa ste kako mi zdaj... Smo ga imeli v predalčku. Aha, ste ga prav čas dali na plano, ko ni bilo... Tako. Zdaj, danes si bomo pa premierno v bistvu pogledali vaš nov izdelek, ne? In sicer Slike pred očmi, ki ste ga pa kdaj delali? Ja, tako, to je pa ena naša nova balada. Avtorja Marka Pezdirca od Zlatih muzikantov, dober producent in glasbenik, zelo naš prijatelj, in pa Urške Mitrović, tako da skladba je res išla pred kratkim. Tudi z njo smo posneli videospot v prečudoviti Logarski dolini. Skladbo smo pred karanteno posneli, ja. Še zadnji vlak ste ujeli. Tako, ampak ni nam pa uspelo še videospota posneti takrat in je tudi ta skladba malo počakala. In takoj, ko so sprostili meje, smo šli posneti videospot in je izdelek nastal. Tako. Je kaj posebnega skriva ta pesem? Kakšno besedilo? Kakšen pomen? Je v bistvu skladba govori o ljubezni, da ni ljubezen vedno lepa, tudi skriva druge plati, ampak mislim, da se lahko vsakdo najde v skladbi in upamo, da se bo dobro prijela. Ja, glede na videno, že kar dosti ogledov, ne? Že v enem mesecu, ne? Tako, zelo se tudi vrti po radijskih postajah po Sloveniji in smo zelo veseli, no? Da lahko poslušajo poslušalci. Zdaj tule imam tudi zabeležen, da pa naj bi, zdaj, če bo vse dovoljevalo, 21.8. nastopate tudi v Celju. Ja, tako je. Ki še trenutno nisi v zraku, verjetno, ne? Kot sem prej omenil že Muzejski trg v Celju. Lani je bil to en tak spektakularni koncert. Gosti so bili tudi Marko Škugor in Klapa in Trade. Ter Erosi smo bili, tudi naša prijateljica Manca Špik je bila gostja, tako da bil je res nabito poln Muzejski trg in toliko ljudi, res še nismo videli na naših nastopih. Koliko bi jih naštel? Mislim, da jih je bilo preko 3000, 4000, sigurno. Tako da upamo, da bo letos to sproščeno oziroma dovoljeno in da bojo koncerti nazaj oživeli in javne prireditve. To si želimo vsi glasbeniki, mislim da. Kaj pa še Erosi, ki za letos pripravljajo? Še mogoče kakšen komad? Seveda, imamo že nove projekte v nastajanju, samo vsaka stvar rabi svoj čas in seveda počasi bomo sigurno še 2 ali 3 pesmi letos izdali. Ljubezenske? Verjetno bo vsebina ljubezenska,
se pa pripravlja tudi še druge tematike, tako da za Verjetno vsakega kakšne nekaj. roka ne bo, ne? Tako, tist pa žal ne. Ampak besedila imate pa v bistvu izključno slovenska, niste šli še v angleške verzije. Tako je, v bistvu slovenski izvajalci smo in hočemo tega držati. Morda tudi kakšen duet, če bi bil, smo pa odprti za vse zvrsti oziroma za vsa sodelovanja, če se le vidimo v tem, no, in oziroma če se ti začutiš v pesmi, potem to ni problemu, potem steče, da pesem je, bom rekel, en izdelek, ki jo pač moraš začutiti, sploh ne more biti usiljena zadeva, ne, da bi rekel, da zdaj pa to naredil, ne, ampak mi delamo po občutku, no, po svojih feelingih, po domače povedano, tako da. Kaj pa kakšna recimo želja recimo tudi nastopiti v tujini z slovenskimi komadi? Je to prisotno? Seveda, v bistvu Ali bi za tujino mogoče kaj angleško priredbe delali? Ja, imamo v bistvu radi to tudi gospel skladbe oziroma zvrst gospel, to, kar so včasih izvajali New Swing kvartet, recimo, in od slovenske, ljudske, dalmatinske, vse radi izvajamo, ker čutimo to glasbo in če imaš širok spekter skladb, morda tudi pa potem osvojiš širšo publiko, ne. Ja, res je, ja. No, jaz upam, da, tako kot smo rekla, da se vse skupaj spravi nazaj v normalne tirnice, da bomo spet priča nastopom. Tako. In vse, kar spada zraven. Ob tej priložnosti bi se ti najlepše zahvalil, da si prišel na studio in da smo malo poklepetala. Za konec pa bi te prosil, da sam napoveš vaš komad, pa da si ga gremo kar pogledati. Izvoli. Takole, Erosi vam predstavljamo naš najnovejši projekt Slike pred očmi. Uživajte.